Vredo, pa poglejmo. Predstavljajmo si nek kraj, kjer se meje med resničnim in virtualnim ne samo, da se brišejo, ampak popolnoma izginejo. Danes odpiramo vrata v gamerski kampus, kraj, kjer se koda sreča z betonom in kjer najljubša igra postane, resničnost. In da bo stvar tako jasna, poglejmo ključno razliko. To ni nek nov tematski park, kot je recimo Disney World. Tu ne gre za to, da se peljete z vlakcem Petra Pana, gre za to, da si sami zgradite svojo letečo ladjo. Tukaj niste samo pasivni gledalec, ampak aktivni ustvarjalec. In ta citat res pove vse. Kaj to pomeni? Pomeni, da inovacija, ki jo danes vidimo v nekem dirkalnem simulatorju, lahko jutri pomaga pri usposabljanju kirurgov. Gre za celoten ekosistem, ki daleč presega zabavo in aktivno sooblikuje našo prihodnost. Dobro, pa poglejmo, kaj se skriva za temi vrati. Prva stvar, ki jo je treba razumeti. To ni zgolj neka arkanna dvorana na steroidih. To je prostor, kjer se domišljija in inženirstvo združita in kjer vsak obiskovalec postane del nečesa veliko večjega. In kakšen je pravzaprav DNK tega kampusa? Zamislimo si kreativno magijo Disneyjevih imaginierjev, ki sanjajo o prihodnosti, združeno s tistim praktičnim inženjerskim duhom ekipe Hacksmith, ki najbolj nore ideje spreminja v delujoče prototipe. To je ta edinstvena mešanica, sanje in pa izvedba. Torej, kako za vraga sploh izgleda takšen kraj? Arhitektura tukaj ni samo kulisa. Vsaka stavba, čisto vsak hodnik, diha in živi z igrami, ki so navdihnile njegovo zasnovo. Govorimo o 500 hektarjih. To je ogromno, ampak ključ ni v velikosti, temveč v besedi modularno. To pomeni, da kampus ni nikoli zares končan. Nenehno se razvija in spreminja, skoraj tako kot igra, ki dobiva nove posodobitve in razširitve. Doživetje se začne v trenutku, ko spristete. Ne gre se skozi navadna vrtljiva vrata, vstopi se skozi ogromen portal, ki vas prepozna in osebno pozdravi. In potem vas pričaka 100 metrov visok stolp, ki je v bistvu en sam ogromen živ zaslon. In tukaj postane stvar genialna. Arhitektura sploh ni statična. Osrednji stolp je platno, ki lahko v enem trenutku prikazuje mirno pokrajino iz Stardew Valley, v naslednjem pa eksplozivno bitko iz Call of Duty. Celo hodniki so interaktivni, polni ugank v razširjeni resničnosti. Dobro, pustimo arene za trenutek. Gremo v srce, v motor vsega skupaj. To je InnoForge, delavnica, kjer se rojevajo ideje, ki poganjajo celoten kampus. Najprej so tukaj Maker Labs. Predstavljajte si, da niste zadovoljni z volanom za svojo dirkalno igro. Ni problema. Tukaj ga lahko preprosto oblikujete in 3D natisnete. Od ideje do delujočega prototipa v enem samem popodnevu. Poleg strojne opreme je tu seveda še programska. In tole je res noro. Sploh ni treba znati programirati. Lahko preprosto rečete, želim zmaja, ki bruha ogenj in se uči iz mojih napadov. In umetna inteligenca pomaga napisati kodo. In ko so te nore ideje narejene, jih je seveda treba preizkusiti. Temu je namenjen Tech Playground. Vsak teden se ekipe pomerijo v hackfestih, recimo da morajo z droni, ki jih upravljajo z VR očali, čim hitreje dostaviti paket prve pomoči na nedostopno lokacijo. Hkrati zabavno in uporabno. V redu, dovolj teorije. Poglejmo, kako se vse te inovacije prelevijo v čisti adrenalin v igralnih arenah. Tukaj se inovacije iz InnoForgea soočijo s svojim ultimativnim testom. Dirkanje je tukaj na popolnoma drugi ravni. Pozabimo na sedenje pred zaslonom. Govorimo o hibridnih stezah, kjer del proge vozite v resničnem svetu, del pa se neopazno prelije v navidezno resničnost. In najboljši del, tehnologija simulira čisto vse, od vetra do vonja po zažganih gumah. Za ljubitelje strelskih iger pa je tu VR FPS Nexus. To ni laser tag, to je znanstvena fantastika, ki je postala resničnost. Nadenete si haptično obleko, ki simulira udarce, kar pomeni, da dejansko čutite vsak strel. Arene se spreminjajo pred očmi, nasprotniki pa se učijo vaših potez. Neverjetno. In ko govorimo o obsegu, ne gre za majhne ekipe. Predstavljajte si 100 igralcev, hkrati, v eni sami bitki v navidezni resničnosti. To ni več igra, to je praktično vojna. Ampak vsa ta tehnologija bi bila prazna brez ljudi. In to je ključno. Gamerski kampus ni le zbirka dragih igrač, njegov pravi cilj je graditi skupnost in imeti pozitiven vpliv na družbo. In kako to počne?
Imamo EduZone, kjer se otroci ne učijo programiranja iz knjig, ampak tako, da ustvarjajo lastne igre. Imamo letni GamerCon, ki je kot Comic-Con na steroidih s holografskimi koncerti. In kar je najpomembnejše, vse je dostopno. Ne glede na fizične omejitve, tukaj lahko prav vsakdo igra. Vse to seveda poganja tehnologija iz prihodnosti. Govorimo o 6G omrežju za izkušnjo brez zamikov in napredni haptiki. In potem je tu še svet igral, eksperimentalni vmesniki med možgani in računalnikom. Da, tehnologija, ki bi nekega dne lahko omogočila, da igro upravljamo z močjo misli. In s tem pridemo do končne misli. Ta kampus dokazuje, da igre niso le pobeg, ampak orodje za gradnjo boljše resničnosti. Inovacije, rojene tukaj, bi lahko spremenile medicino, izobraževanje, pravzaprav vse. Zato vprašanje ni le, kaj je naslednja igra. Vprašanje je, če lahko igre zgradijo tak svet, kakšen svet bomo zgradili mi?